Mladi so generacija, ki na telefonih verjetno preživi največ časa, zato naslednje minute namenjamo prav njim. Kako jih odvrniti od uporabe vsaj v tistem času, ko so v prometu, naprimer, ko gredo iz šole, bodisi peš po pločniku, bodisi s skirojem, bodisi s kolesom. Tudi o tem z današnjo gostjo, ki med drugim vodi delavnice o varnosti v prometu za starejše osnovnošolce in srednješolce. Pija Golob, Zavoda Varna pot je z nami, pozdravljeni. Torej, kakšne so te vaše delavnice, kako sploh prepričati mlade, da takrat, ko so v prometu, odložijo telefon? Ja, začeti moramo definitivno že z mladimi, začnemo že čisto z najmlajšimi in jim poskušamo preko praktičnih primerov, osebnih izkušenj, kakšnih videoposnetkov dejansko pokazati, da tudi kot pešec ali pa recimo na skiroju, ki so zdaj zelo popularni, si udeleženec, aktivni udeleženec in moraš biti tudi takrat pozoren. Kako konkretno to izgleda, kaj jim pokažete? Zelo pomemben prikaz je recimo vaja multitaskanja oziroma več opravilnosti, kjer jim v praktičnem primeru, ki je pravzaprav zelo preprost, na tabli pokažemo, da čim moramo delati dve stvari hkrati, kjer moramo biti z mislimi zraven, da to ni neka rutina, da je to že težko, kaj šele, da dodamo 3, 4, 5 nalog, recimo. Na kaj pa se potem najbolje odzivajo? Prav na te praktične naloge? Ravno na to praktične in pa na videoposnetke. Kaj se vam zdi ključno? Kaj jim poveste? Tudi, če niso udeleženci v prometu, pa našim ne v prometu, teh delavnic, pa bi našim gledalcem prišlo prav? Ja, dejansko promet so neke situacije, kjer moramo biti non-stop 100% prisotni. To ni situacija, kjer bi lahko z mislimi malo odplavali. Sicer vsakmu se je sigurno to že kdaj zgodilo, ampak definitivno odločajo tudi sekunde in zato moramo biti vedno 100% prisotni. Kakšen je odziv mladih? Različen. Nekateri nam sprva ne verjamejo, pa jih potem poskušamo prepričati oziroma preko diskusije dosežemo to, da nekako kritično začnejo razmišljati in ozavestijo to. V veliki večini je pa odziv dober in so veseli, da jim pravzaprav že vse vejo, ampak jim pokažemo, da zares vejo in da to znajo uporabljati vsak dan v situacijah. Torej, za čim več dobrih odzivov, za čim bolj varno v prometu. Najlepša hvala za obisk pri nas. Hvala.